Pozdravljeni! Seveda še pred začetkom te čudne sezone 2020 smo v Formuli 1 opazili nov trend. Namreč tisto, kar je bila stalnica pri ekipi Mercedes, ozek koncept tega nosnega konusa, se je preselil na praktično polovico ekip. In danes bomo skušali razumeti, kakšne so prednosti tega koncepta. Kar se tiče bolidov Formule 1, moramo zmeraj upoštevati prednosti določene rešitve ter slabosti določene rešitve. In prav na to bi vas rad usmeril pri tem razmišljanju o konceptu tega nosnega dela sodobnih bolidov. Namreč znano je, pri Mercedesu so začeli s tem ozkim nosnim delom že pred leti, v sezoni 2015 in Mercedesu W06. Seveda, tokom sezon je ta postajal zmeraj ožji in zmeraj bolj dodelan, tako da je prišel do tiste oblike, katera je karakteristična danes. A za sezono 2020 smo videli kar polovico bolidov, da je izbrala tako ali drugačno interpretacijo tega koncepta. Zakaj so se tako odločili, bomo videli v naslednjih minutah, a treba je razdelati vse prednosti in vse slabosti. In med slabosti ne moremo mimo dejstva, da imamo s tem, ko je ožji nosni del, težave pri crash testu. Namreč vidimo, da tiste testiranja, katere so podvrženi bolidi Formule 1, zahtevajo tudi čelni trk. In manjši kot je ta nosni del, težje bo prestal crash test. Po drugi strani imamo tudi prednje vpetje in prednje vzmetenje, katero je pravzaprav prav na tem delu, kjer se nosni del zoža. In seveda, manj kot je prostora, težja je inštalacija teh delov. A to so težave, katere sposobni inženirji lahko rešijo z dovolj dosti časa, denarja in seveda znanja. A kakšne so prednosti, če niso na tistem, imenujemo tako, mehanskem področju, morajo biti na aerodinamičnem. In prva prednost, katera mi pade na pamet, je seveda zmanjšan zračni upor. Manjši kot je nosni del, manjši bo tudi zračni upor, generalno gledano. In seveda je res, a vprašajmo se, ali ta prednost odtehta tiste slabosti. Po mojem niti toliko ne. In poglejmo, zakaj je polovica štartnega razporeda izbrala to rešitev, kajti poleg tovarniške ekipe Mercedes jo imamo tudi pri ekipi Racing Point, imamo tudi pri tovarniški ekipi Renault, McLaren in seveda Red Bull. In prav pri ekipi Racing Point so zanimivi ne toliko, ker posnemajo tisti dvojni V10, temveč zaradi tega, ker v zadnjih sezonah so kar nekajkrat kompletno zamenjali ta koncept nosnega dela. In ker smo govorili o aerodinamični prednosti ter nekako ugotovili, da tisti goli zračni upor ni dovolj, je treba gledati zadevo malce širše. In prvo bomo pogledali tisti zračni tok, kateri gre med prednjim kolesom in nosnim delom bolida. Tematiko sem že obdeloval pri tistem prispevku, kateri je govoril o bočnem usmerniku, samo zdaj smo postavljeni malce pred bočni usmernik. A če pogledamo to fotografijo, kjer sta skupaj dana bolid Alfa Romeo Racing in Mercedes, nam bo jasno, da ožji nosni del pomeni več prostora med samim nosom in seveda notranjo stranjo prednjega kolesa. In večji kot je prostor, manjša je možnost, da se bo ta zračni tok zvrtinčil. In bolj kot bo linearen prišel na tiste bočne usmernike, bolje ga bomo lahko izkoristili. Izkoristili ne samo pri tistem obdelovanju tega bočnega dela, ampak tudi pri tesnjenju ravnega dna na spodnjem delu, seveda s asfaltno površino, kot vidimo na simulacijah. To se pravi, tu vidimo že neko zelo veliko prednost, kajti bolje kot zatesnimo to ravno dno in seveda asfalt, večji je tisti učinek, ki ga daje samo ravno dno. In o tem smo govorili že mnogokrat. A sedaj bomo prišli na tisti del, kateri je relevanten pri razumevanju enega in drugega koncepta. Kajti ne smemo pozabiti, da polovica ekip je ostala pri tistem tradicionalnem, klasičnem, širokem konceptu nosov.
Namreč izjemnega pomena je tudi tisti zračni tok, kateri gre pod nosnim delom. In seveda v tistem drugem prispevku, kjer sem govoril o delovanju S-dakta, sem govoril, da pod nosnim delom zračni tok pospeši. In seveda pospeši zaradi oblike, to je jasno, in tisti zračni tok izpod nosu gre praktično po sredini ravnega dna na difuzor in generira večino talnega efekta bolida. Torej, nekako bi bilo logično na prvi pogled, da širši, ko je nos, večji je volumen zraka, katerega damo notri, in seveda večji kot je volumen, večji učinek bomo imeli na prvi pogled. In seveda to drži, ukolikor imamo visoko hitrost zraka, katero gre pod nosni del. A kaj se zgodi, ko začnemo zavirati in ko začnemo zavivati? Praktično, če pogledamo koncept, ki ga vidimo na Ferrariju SF1000, bomo videli tiste bočne plošče, katere imajo dokaj velike škrge. In te škrge služijo, da tisti pretok zraka, kateri gre pod nosom, ostaja nemoten. Če si predstavljamo širok koncept nosnega dela kot nekako cev, ukolikor ta zračni tok hodi pod kotom noter, lahko pride do motenj v zračnem toku. In ukolikor se zračni tok začne, prekinjati, lahko vidimo, da skozi ovinek izgublja bolid oprijemi, kar bi bilo videti podobno vožnji, ki jo je imel bolid ekipe Williams na zimskih testiranjih. In seveda govorim za lansko sezono. In seveda tu pride v poštev ta ozki koncept. Ozki koncept pri visokih hitrostih ni tako učinkovit, a po drugi strani, ko pride do zaviranja in zavijanja, lepše kompenzira tisto spremembo smeri zračnega toku. In če primerjamo površino teh škrg, ki jih vidimo pri Ferrariju, s tistim, kar vidimo pri tovarniški ekipi Renault, nam bo dokaj jasno, da ta koncept je bistveno bolj enostaven in bistveno bolj učinkovit. Ne gre toliko za kvantiteto zračnega toka, kot za kvaliteto. In seveda, če imamo ravno dno, katero je učinkovito, če imamo difuzor, kateri deluje po naših predvidevanjih, si lahko privoščimo tudi to. Tako bomo imeli več oprijema tudi v tistih bolj počasnih ovinkih. In prav tu mislim, da je glavna skrivnost tega koncepta nosu, ki smo ga začeli gledati najprej pri Mercedesu. In mnogi so se odločili iti v to smer. Videli bomo sicer na progi, kdo je naredil boljše delo, kdo je naredil slabše delo. A če primerjamo tisto simulacijo CFD, kje nastane ta zračni tok, kateri gre pod to ravno dno bolida, bomo videli, da pravzaprav tam, kjer ima ta značilni nosni del pri Mercedesu, tisto svojo zožitev. Podobno bi lahko videli pri bolidu ekipe Racing Point na tistih dveh zgornjih celicah, kako so usmerjali zračni tok praktično pod nosnim delom bolida. Enaka zgodba lahko pri McLarenu in seveda tudi Ferrari je naredil nek prekat v zgornjem delu nosnega dela njihovega bolida, kar ohranja tudi v letošnji sezoni. Torej gre nekaj tudi na tem zračnem toku in ta zožan koncept mislim, da ima kar nekaj zanimivih prednosti pred tistim, kar smo videli na starejšem, širokem konceptu. Seveda, povezano s tem, kako deluje difuzor in kako deluje ravno dno. Verjetno tisti, kjer nimajo tako dodelanih teh elementov, so primorani rabiti stari koncept, da imajo določen oprijem. A kot sem že povedal, videli bomo na progi, kateri se bo izkazal za boljšega. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.